Torej, vsak človek, ki je v tej dokončni duševni zmedi ohranil vsaj kanček zdrave pameti, lahko zazna, da maske padajo ena za drugo. Vsa realnost in laž hkrati sta in še posebej bosta v narekovajih razgaljeni pred našimi očmi. Zaznamo lahko krčevit poskus manipulativnih parazitskih sil po ohranitvi negativnih energij zla, prevarantstva, nasilja, tekmovanja, sprevrženosti, ošabnosti in tako naprej na eni strani, medtem ko se na drugi strani eksponentno širijo ustvarjalne, božanske sile v smislu svetlobnih energij, brezpogojne ljubezni, poštenosti, ljubečnosti in sočutja, sodelovanja, častnosti in tako naprej in tako naprej. Seveda je potrebno priznati, da je poskus penetracije svetlobnih sil v temo precej neroden in neenoten, saj še nismo poravnali naših duhovnih vrst in uglasili naših duhovnih energij. Vendar se svetlobno hitrostjo bliža tudi ta trenutek. Večina bi se vas takoj strinjala, da smo priča biblijskim časom in v spetih spisih zapisanem kozmičnem trenutku žetve in vnebohoda duš. Seveda ste že vsi slišali za te fenomene in vendar se vsem nam zdijo tako nedosegljivi za razumevanje. V mitologiji najrazličnejših civilizacij tak cikličen kozmičen proces imenujejo vojna med dobrim in zlom, ki za nas danes ni nič več mitologija, ampak realnost in pustolovščina vseh pustolovščin. Seveda lahko v današnjih nenavadnih časih to vojno med dobrim in zlom celo opazujemo zunaj nas, saj se zlo v neštetih grozljivih oblikah manifestira v ta svet. Chris Hedges, novinar, publicist, antropolog, v znamenitem citatu povzame to zlo na sledeč način. Vse je obrnjeno na glavo. Zdravniki uničujejo zdravje ljudi, novinarji uničujejo informacijo, znanstveniki uničujejo znanje, duhovniki uničujejo duhovnost, pravniki uničujejo pravico in tako naprej in tako naprej. Enostavno lahko rečemo, da je človek v narekovajih odpadel od Boga. In to se na kolektivnem nivoju odraža v eskalaciji najhujše možne globalne psihoze. Paradoksalno je torej, da proces osvoboditve človeštva v prvi vrsti ne temelji na kolektivni akciji dobrega proti zlu, kajti najprej mora vsak sam postati dober človek. Osvoboditev človekove božanskosti od antisistema se zato najprej zgodi v božanskem umu vsakega posameznika in prvi vrsti najprej temelji na razgovoru s samim sabo, kot je to omenil že Miran. Kaj to pomeni, razgovor s samim sabo? Bistvo osvobajanja človeštva od parazitske in demonske zlohotnosti je vedno najprej individualen proces razvoja človekovega lastnega zavedanja o njegovi božanski naravi, o božanski naravi celotne stvarnosti. In kolektivna osvoboditev, torej manifestacija in realizacija, sta le posledica vedno večjega mnoštva prebujenih posameznikov, ki so se podali na potovanje ali pustolovščino poduhovljenega dojemanja tega in drugih božanskih realnih svetov na eni strani in lažnivih demonskih svetov na drugi strani. Intenzivnost oziroma jakost vojne med dobrim in zlom se vedno torej začne v nas samih, ena na ena. Gurdžijev bi rekel temu razgovor med osebnostjo in esenco. In vedno se tak razgovor konča z realizacijo na kolektivni ravni ali v distopični družbi Svetovnega gospodarskega foruma ali pa v utopični družbi, ki si jo znamo naslikati sami. Pravilno je ugotovila Tjaša, da nič več ne bo tako, kot je bilo ali kot je, pravi tudi ljudska modrost.
tisti ženski ali moškemu, ki je že opravil ali opravlja tak notranji razgovor med dobrim in zlom, med osebnostjo in esenco, pa naj bo ta razgovor še tako neroden in nepopoln, je ta modrost dobro razumljiva. Opozarja nas namreč, da tradicionalne in ljudem dobro poznane strategije v boju dobrega proti zlu v teh posebnih časih ne bodo delovale, kajti nanašajo se na stare in izrabljene metode ljudskega odpora, proti kateremu ima druga stran zelo natančno izdelane protistrategije. Potrebno je torej izdelati strategije, ki so nezaslišane, neobičajne, nikoli še videne v svetu, v svoji multidimenzionalnosti. Preko informativno-izobraževalnega kanala Ljudska pisarna jih že skoraj 4 leta sistematično in potrpežljivo slikamo. Seveda lahko nekdo, ki samo površno pregleda vsebine, ki so pripete na to spletno stran, lahko napačno ugotavlja, da so to samo pravne ali pa komercialne strategije. Seveda tak človek potem ni daleč od napačnega zaključka, da v Ljudski pisarni govorimo eno, o izstopu iz antisistema, delamo pa drugo. Sestre in brate zavajamo, da igrajo multidimenzionalno komercialno igro, ki jo seveda imenujemo, pa pravniki jo tako imenujejo, rimski sistem trgovske pravičnosti. Tisti pa, in hvala Bogu, vas je na moje pozitivno presenečenje veliko, ki ste v teh letih nenehno tešili v narekovajih otroško radovednost, tudi, poudarek je na tudi, s pomočjo vsebin iz Ljudske pisarne, pa pravilno ugotavljate, da boš ti držal? Jaz rad maham zelo. Dirigiram, sam sebi. Da čarobna palčka zunaj nas ne obstaja, da iščite to čarobno palčko v samih sebi. Že v prvem eseju, ali beseda resnica pomeni to, kar je res, ki je bil pisan v začetku leta 18, sem govoril o tem, da obstaja čarobna palčka in imenoval sem jo notranja inteligenca. Zato vas še enkrat pozivam, da nenehno opravljate daleč najpomembnejše delo, to je razgovor s samimi sabo. Morda bo ena izmed naslednjih delavnic v Ljudski pisarni namenjena ravno tej temi, osvetljeni z modrostjo Đorđa Ivanovića Gurdžijeva. Bil je ruski filozof, mistik, duhovni učitelj, skladatelj armenskega in grškega porekla. Zakaj je razgovor s samim sabo najpomembnejše delo, ki ga mora zrela ženska in moški opraviti ali opravljati, nenehno opravljati? Zato, ker lahko samo na ta način, preko tega razgovora, vklopimo to čarobno palčko, ki lahko v nas živi kot božanska dinamika, ali pa samo životari kot božanski potencial. Seveda bi si lahko nekdo obupano misli, pa saj nimam dovolj časa, da bi naredil vse, kar je potrebno narediti. Občutek, da čas prehiteva naše delovanje, je paradoks, ki se dogaja zaradi tega, ker naš notranji razgovor še vedno poteka, ker je poteka intenzivno, ker je ta razgovor neroden in poln starih prevarantskih trikov, ker torej še ni popolnoma iskren. V tej neiskrenosti zato še zmeraj preveč usmerjamo pozornost na nevarnosti in zato premalo pozornosti usmerjamo na priložnosti, ki jih izhajajo iz tega kozmičnega procesa. Zato se nekateri ljudje tako sovražno in odklonilno odzovejo na samoobrambne strategije Ljudske pisarne, ker se preveč ukvarjajo z borbo proti nevarnosti in premalo z ustvarjanjem priložnosti. In zato se drugi, torej vi, toliko lažje in pritrdilno odzovete na te iste strategije. Duh Ljudske pisarne zato odsvetuje brezglavo bežanje iz antisistema, kakor tudi odsvetuje brezglavi odpor. Verjetno ste že sami ugotovili, da nihče ne more in tudi v bližnji bodočnosti ne bo mogel ubežati temu kozmičnemu procesu, ne da bi odigral svojo lastno multidimenzionalno simultanko
in s takšno igro hkrati prispeval svoj najvišji prispevek celotni družbi. Zato priporočam, da varovalni sporazum za priseženo izjavo, da živim, najrazličnejša zunaj sodna pisanja, sprejetje za vrednost in vrnitev za vrednost, vse pravice pridržane in tako naprej in tako naprej. Torej, te samoobrambne strategije iz ljudske pisarne ne razumete kot čarobne palčke, ampak kot vstopnice za aktivno igranje teh iger v tem multidimenzionalnem blodnjaku. Seveda se logično lahko človek vpraša, zakaj pa bi igrali te igre, če so parazitske in škodljive, zakaj ne bi kar izstopili iz njih. Razlogov za to je ogromno. Vendar bom zaradi strnjenosti izvajanja omenil samo dva najpomembnejša. Potrebno je prevzeti nadzor nad igralnimi figuricami, s katerimi igramo v tem rimskem sistemu trgovske pravičnosti. To je nujno, saj imamo v te komercialne igre, ni samo ena, 3 igre so, vloženo ključno kolateralno jamstvo v biološki in književni obliki lastnine. Zdaj, tisti, ki sledite tem temam, pa vsebinam ljudske pisarne, dobro veste, kaj pomeni biološka in književna lastnina. Za tiste pač, ki ne, naj povem, da biološka lastnino ni težko določiti ali pa identificirati. To je naš DNK, ki so ga v ta sistem, ki so ga naše mame, ki so nas rodile v ta sistem s prevaro seveda vnesle kot kolateralno jamstvo preko poporodnega materiala. Preberite si 4. esej, da ne bom danes šel predaleč, z naslovom Izvor vsega zla, dobrodošli v deželi zombijev, v kateri zelo podrobno in na široko opisujem to prevaro. Kaj pa je to književna lastnina? Zakaj je književna lastnina tako pomembna oblika lastnine, da moramo usmeriti vso pozornost v to, da si jo pridobimo nazaj iz teh iger? Torej, vi veste, da vsaka zgodba mora imeti, vsebovati vse elemente zgodbe. Torej, naslov, glavne igralce, stranske igralce, neki scenarij in tako naprej. Torej, vsaka zgodba, tudi komercialna zgodba, tudi življenjska zgodba, če razumete. In ko je mama v bolnišnici in ko izpolnjuje tiste neke aplikacije, jo gnjavijo, pa morate dati ime svojemu otroku. Seveda mama ne vedoč v bolnici, oče je spretno izločen iz tega procesa, samo mamica je tam, mamica, ki je rodila, torej brez energije in tako naprej, v čisto drugem stanju, seveda take papirčke podpiše in seveda ime, ki so ga mama in oče podelila kot naziv duše v tem telesu, svojemu rojencu ali rojenki se pripne na komercialno entiteto s prevaro, s temi aplikacijami, ki jih tam izpolnjujete. To pomeni, kaj to pomeni? To pomeni eno velikansko tragedijo za človeka z božansko naravo. Človek živi in umre brez življenjske zgodbe. Zakaj? Zaradi tega, ker ta življenjska zgodba nima svojega naslova, nima svojega imena. Ima pa svoj naslov in ime komercialna zgodba. Torej, človek živi in umre samo za komercialno zgodbo. In to je v kozmičnem smislu zločin in verjemite mi, da pa ne rabite mi verjeti, saj lahko imate sami ta občutek pridobite, da so to najpomembnejše stvari, ki jih je v tem življenju potrebno urediti. In seveda mi usmerjamo v ljudski pisarnost mnoštvo pozornosti ravno v to smer. Torej, to je igra, rekli smo, da obstajajo 3 komercialne igre. Torej, to je tridimenzionalen, umeten blodnjak, komercialen blodnjak. In ena izmed teh iger je igra mednarodnih pogodb, imenuje se vojaško-pomorska igra, komercialna. Dogaja se na odprtih komercialnih morjih. To je vse ena fantazijska zgodba, tako je vsaka umetna zgodba fantazijska, ki poskuša seveda zrcaliti
realnost, čim bolj uspešno zrcaliti realnost. In te komercialne zgodbe zelo uspešno zrcalijo realnost, kajti kot vidite, smo vsi padli na te finte. Vsi, celotno človeštvo v tem trenutku, pa že nekaj časa, izmenjava skoraj vse sadove svojega ustvarjalnega dela ravno v teh komercialnih igrah. In celo ne v vseh treh igrah največ svoje življenjske energije izmenjavamo v najbolj hazarderski izmed vseh treh iger. To je igra mednarodnih pogodb. Mednarodne pogodbe bodo v nekaj mesecih izjemno pridobile na pomenu. Zakaj? Že Tjaša je pravilno ugotovila, da se nam obetajo izredne vojaške razmere in da tudi bodo razglašene, tako so bile razglašene pred kratkim na Madžarskem. In seveda je to nevarnost na eni strani za nas, za tiste, ki ne poznamo mednarodnih pogodb, na drugi strani je pa to seveda tudi hkrati velika priložnost za tiste, ki poznamo stvari, zaradi tega, ker nam izredne razmere omogočajo, da se premaknemo v drugo polje delovanja. Polje delovanja, ki je bistveno bolj nevarno za drugo stran, ker govorimo o vojaških razmerah, o vojaškem pravu, me razumete, v katerem se sodijo tudi smrtne kazni in 30-letni zapori, nič več po letu pa pol leteka, me razumete, in tako naprej. Vsi ti, ki nas danes ropajo, pa delujejo v čist drugem igralnem polju in v tem igralnem polju, v katerega nameravamo prestopiti, seveda nimajo popolnoma nobene sodne pristojnosti ali avtoritete. Torej, to je ta prvi razlog. Zakaj bi morali igrati te igre? Zaradi tega, ker moramo postopoma priti do tistega igralnega polja, kjer se ta naša ključna oblika lastnine nahaja kot kolateralno jamstvo. Kot drugi vzrok, razlog, najpomembnejši razlog pa bi imenoval tudi nadzor v drugim igralnem polju, torej nadzor nad igralnimi figuricami v tem drugem igralnem polju, to so čist druge figurice, to so vaša ali pa naša imena in priimki napisana z velikimi tiskanimi črkami. To je igra, to ni več igra mednarodnih pogodb, igra fizičnih oseb, volilcev, državljanov, civilnih oseb, ampak je to igra pravnih oseb, torej trgovskih podjetij. In v tej igri, v igri trgovskih podjetij, nenazadnje je tudi vaše ime in priimek napisan z velikimi tiskanimi črkami, samo in izključno mikrofranšizno podjetje, trgovsko podjetje. In v teh razmerah popolnega hazarderstva človeštvo izmenjuje večino sadov ustvarjalnega dela, zato je nujno, da v teh razmerah prevzamemo nadzor nad temi igralnimi figuricami, jaz jim pravim avatarji, komercialnimi avatarji. Vstopnica za aktivno igranje v tej igri, o kateri sem zdaj na koncu govoril, je seveda varovalni sporazum. Varovalni sporazum je torej podlaga in vstopnica za aktivno igranje te igre. Zakaj? Zato, ker varovalni sporazum, ki je pravilno notariziran in po poštni korespondenci pravilno vpeljan v antisistem, ustvari poseben trgovski status. Govorimo o trgovanju, o trgovini, mi smo v tem primeru trgovci in govorimo o trgovski statusi. Ustvari poseben trgovski status v pravnem poslu, to je igra pravnih poslov, transakcij. In ta poseben trgovski status se imenuje varovana stranka, kar seveda v preprostem jeziku ulične modrosti pomeni, da zaseda varovana stranka v trgovskem poslu položaj prednostnega upravičenja ali poplačila. Upam, da je to bolj jasno. Nekateri ljudje napačno razumejo delovanje varovalnega sporazuma. Mislijo, da že sam podpis tega sporazuma pomeni za njih odrešitev od vseh vsakdanjih tegob. Pa vendarle je res to,
da je varovalen sporazum le VIP vstopnica v aktivno igranje trgovskih iger, trgovskih poslov, pravnih poslov, transakcij. Vse to je en pa isti šmorn, različne besede za iste stvari. S tem nas hočejo tudi zmest, zato uporabljam večkrat več besed za iste pojme, da se jih navadimo, da bomo znali med njimi krmariti. Hvala. VIP vstopnica je pa zato, ker vam v tej hazarderski trgovski igri omogoča dober hand, bi rekli v kartah, a pa dobre začetne karte, zmagovalne začetne karte. Tjaša je govorila o razočaranjih znotraj sodnega sistema, to ni samo pri nas slučaj in praksa, ampak po celem svetu je isto, da sodni sistem v tem trenutku sploh ne deluje. Da bi bila tragedija še večja, ker obstajajo tri poti v bistvu za uveljavljanje pravic in pa zahtevanje dolžnosti, če hočete. To je sodna pot, upravna pot, obstaja pa še tretja, o kateri bomo govorili, in to je tista pot, ki še danes zelo aktivno deluje, za razliko od sodne in upravne poti. Vsi smo bili v zadnjih 2 letih priča razočaranju nad delovanjem sodnega in upravnega sistema. Oba sistema sta se v teh težkih nečloveških časih izkazala za popolnoma neučinkovita. Nič čudnega za nas, saj vemo, da so tudi sodišča, dragi moji, vključno z ustavnim sodiščem, le trgovska podjetja, ki jih ne žene skrb za pravičnost in dobrobit sočloveka, ampak jih žene dobiček. V ljudski pisarni pa poznamo nevarnosti in obujamo priložnosti v teh težkih časih, zato več kot uspešno, že nekaj let v eter dajemo informacijo o tretjem sistemu administriranja pravnih poslov ali transakcij in pa delovanju tega sistema, ki se imenuje zunajsodni sistem, ali pa v angleščini extrajudicial system, če boste gledali kaj v angleščini. Nekateri mu pravijo tudi izvensodni sistem, ali administrativni sistem, ali pa komercialni sistem, en in isti šmorn. Kakorkoli nazivamo tak sistem upravljanja trgovskih poslov ali transakcij, ali pa pravnih poslov ali transakcij, lahko z gotovostjo rečemo, da ima tak sistem popolnoma enakovredno mednarodno trgovsko težo, v narekovajih trgovsko težo, kot sodni ali upravni sistem. V zunajsodnih postopkih vodimo svoje evidence. V bistvu so evidence, če hočemo ustvariti svojo zgodbo in izstopiti iz antisistema, s časoma moramo ustvariti svoje komercialne evidence, ki nimajo popolnoma nobene veze z evidencami nasprotne strani. To je bistvo. Torej, mi vodimo svoje evidence o pravnih poslih nasproti evidencam druge strani. To so tudi temeljni elementi vladavine rimskega sistema trgovske pravičnosti ali vladavine prava, kot se radi izražajo druge. Naša administrativna pisanja tvorijo temelj teh evidenc. To so vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe. Prvi opomin zaradi neizpolnitve obveznosti, drugi opomin zaradi neizpolnitve obveznosti in pa privzeta izjava o neizpolnitvi obveznosti. Vsi poznate sodni sistem, ne? In v sodnem sistemu trgovska stranka lahko skozi sodni postopek pridobi neki izvršilni naslov. In seveda na podlagi tega izvršilnega naslova sproži sodni postopek ali tožbo. V zunajsodnih postopkih trgovska stranka pridobi pravno podlago za ne pridobitev izvršilnega naslova, ampak pridobitev zastavne pravice. In v teh stvareh si lahko komot, gledajte sami pogledati v stvarno-pravni zakonik, kjer piše o zastavnih pravicah. Vse te stvari noter, seveda na zakodiran način, ampak piše v vseh stvarno-pravnih zakonikih, ne samo v slovenskem.
In seveda s to pravno podlago ustvari privzeta izjava o neizpolnitvi obveznosti. V sodnem sistemu imenujejo tako privzeto izjavo sodba v imenu ljudstva. To je sodba. To je pravna, komercialna sodba, ki ima popolnoma isto težo kot sodba v imenu ljudstva. In seveda taka privzeta izjava kot sodba v imenu ljudstva daje pravno podlago, da se sprožijo administrativni postopki za pridobitev zastavne pravice. Na eni strani, torej odškodninske tožbe na eni strani, seveda se pa lahko sprožijo tudi kazenske tožbe na podlagi tega tretje možnosti zunajsodnih postopkov. Seveda, pri nas v Sloveniji obstajajo pravni strokovnjaki, ki te stvari dobro poznajo. Mogoče ne poznajo teh administrativnih postopkov, teh tako dobro poznajo pa postopke za pridobivanje zastavne pravice, predvsem pa stvarno pravni zakonik. Med njimi ena največjih strokovnjakov, dr. Nina Plavšak, pa ne samo slovenskih strokovnjakov, tudi svetovnih, evropskih, pa zagotovo en največjih strokovnjakov za obligacijsko pravo in stvarno pravo. V svoji novejši knjigi, ki govori ravno o zastavni pravici, govori o premali uporabi zunajsodnih postopkov pri pridobivanju zastavnih pravic. In tu notri imamo mi dobesedno veliko priložnost v samoobrambnem smislu, da zaustavimo plenjenje, ropanje, posiljevanje in nasilje nadsploh teh lažnivih javnih uslužbencev, ki so le samo trgovci, nobeni javni uslužbenci. Ja? Trdo delo nas torej čaka, ni čarobne palčke, ti postopki so dokaj zahtevni. Seveda se začnejo se z tem postopkom za pridobitev privzete izjave oziroma sodbe, komercialne sodbe, nadaljujejo se z administrativnim postopkom za pridobitev zastavne pravice, v kateri, če pride do nesporazumov med trgovskima strankama, seveda stvari ne grejo na ta tradicionalna sodišča, ampak se prenesejo na arbitražna sodišča, kjer moram povedati, da imamo v Sloveniji skupino ljudi, ki je pripravila predloge za ustanovitev takega arbitražnega sodišča. To je Marjan, kako se piše? Rupnik, ja. In pa seveda njegova, mogoče je celo tu, jaz ga nisem vedel. Mogoče bo še kaj povedal, evo ga tam je. Torej, nekatere stvari že imamo pripravljene, stvar je samo v tem, da jih moramo začeti s pridom uporabljati. To je ena stvar, to je tale igra, v kateri izmenjavamo večino sadov svojega ustvarjalnega dela. Iz te igre moramo zbežati čim prej, ampak ne na način, da bežimo kot prestrašeni paglavci, ampak da se lepo zberemo kot opolnomočeni, opolnosrčeni ljudje in odigramo to simultanko, seveda ob podpori vseh nas in vas z tem antisistemom. Moram vam povedati, da naša testiranja dolgoletna, to ni zdaj od včeraj, kažejo na to, da imamo tu veliko možnosti, da uspemo zaustaviti to besnenje in ropanje. Zakaj? Zaradi tega, ker v tem zunajsodnem postopku, ki ga vodite vi sami, nimate nobenih posrednikov, sami vi proti nekomu, tudi tisti drugi ne more imeti na drugi strani nobenega pomočnika, gre za vedenje iz prve roke in stvari se tu rešujejo na licu mesta. Seveda obstaja še tretja stopnja tega postopka, to je, ki je po mojem mnenju tista, ki je največji izziv. To je, kako monetizirati, bi rekel, take postopke. In seveda tako pravilno monetizirane listine, kako jih vnesti v poslovne registre. Torej, kako vnesti v bančne registre zastavno pravico. Seveda tu nekaj izkušenj že tudi imamo, ampak pa tudi prepričan sem, da bomo v naslednjih mesecih našli ne samo podporo civilne iniciative slovenskih pravnikov v tem smislu, ampak tudi širšo mednarodno podporo pri našem delu.
Moram vam povedati, da je mednarodna skupnost odprta, oči mednarodne skupnosti so odprte v našo delo. Zakaj? Ne zaradi tega, ker bi jaz bil tako pameten pa pomemben, ampak zaradi tega, ker dejansko imamo v Sloveniji eno izjemno in specifično situacijo. To je to, da nikjer na svetu se ni združilo, tako strnjeno delovalo taka skupina ljudi, kot to deluje v Sloveniji. Seveda je to omogočeno zaradi naše majhnosti. Lažje se dobimo, lažje prijemo na taka združenja. Ne rabimo vse delati preko Zooma, zato je tu naša situacija v tem smislu res specifična, čeprav se na zunaj vidi, da ta enotnost seveda še ni dosežena, ki jo moramo doseči. Ampak jaz sem prepričan, da na naslednjih 2 do 3 mesecih bodo stvari popolnoma drugačne. Ne bodo več postavljene tako na glavo, kot so danes, pa kot je govoril Chris Hedges, ampak bomo se mi postavili počasi na glavo, oziroma se že postavljamo. Torej drži. Nimam več dost. V naslednjih mesecih nas čakajo izredne vojaške razmere. Dajmo si to naliti tega čistega vina. Seveda bi nekdo bil zgrožen in bi ga lahko postalo strah, ampak nikar. Kajti take izredne vojaške razmere, poleg nevarnosti, tako vse ostalo vedno prinaša tudi en kup priložnosti. Čaka nas torej krajše obdobje velikih preizkušenj. Ali bomo samo negodovali nad nevarnostmi, ki nas čakajo, ali pa bomo v takih razmerah poiskali tiste priložnosti, ki jih lahko ustvarimo. Nič ne bo samo k nam prišlo, mi moramo te priložnosti ustvariti. Ženevske konvencije, dopolnilni protokoli k Ženevskim konvencijam, civilna obramba in druge mednarodne pogodbe dobijo v času vojnih izrednih razmer popolnoma novo dinamiko, kot takrat, ko so samo mrtve črke na papirju. In seveda ta nova dinamika pomeni, da poleg nevarnosti, ki v vsaki vojni grozijo, ustvarja taka dinamika tudi izjemne priložnosti. To je tu ne vem, kaj sem ste želel napisati, bom šel kot priskočil reči. Dinamika. Uživo. Torej, to je eno izmed igralnih pol, torej to drugo, vse jih je več. Jaz bom danes omenjal samo 2 igralni pol in to bom se izključno usmeril samo na to komercialno napravo. Čeprav so tudi druge dimenzije, v katerih aktivno sodelujemo in igramo, ampak danes ni časa, da bi vse to obravnavali. Torej, to v tem igralnem polju je strategija ljudske pisarne, da v teh težkih vojaških razmerah, v katerih se sprožijo ti protokoli dopolnilni, Ženevske konvencije, dopolnilni protokoli, oblikujemo teritorialno civilno obrambo. Nekaj izkušnj že imamo iz samosvojitvene vojne, takrat so ti protokoli delovali in teritorialna obramba je delovala pod istimi pogoji in istimi protokoli, kot to predvidevamo za nekaj mesecev naprej. Naredili smo že eno delavnico na to temo, jaz bom zdaj te stvari poglabljal, šli bomo skozi Ženevske konvencije, predvsem 4. Ženevsko konvencijo, ki govori o civilnem prebivalstvu v času okupatorske vojne, okupacijske vojne. In pa seveda o vseh 3 dopolnilnih protokolih, ki pravzaprav določajo pravila obnašanja ene in druge strani, torej okupacijske strani in pa domorodne strani, torej okupirane strani. Torej v tej igralnem polju, torej v tej vojaško-pomorski jurisdikciji bomo oblikovali, rečemo mu korporativno telo, ker še vedno smo v komerciali, ne si delati utvar. Ne bo še tako je rekel, mislim, da je Miran rekel, morali bomo iti skozi trnje do zvezd, ne bo šlo drugače. V drugem polju, torej v tej igri trgovskih podjetij, seveda pa vse pravice pridržane, kvalificirani indosament, prenovitev ali inovacija ponudbe v protiponudbo, varovalen sporazum, zunajsodna pisanja v zvezi s pogojnim sprejetjem neke ponudbe,
administrativni postopek za pridobitev zastavne pravice in tako naprej, pa predstavljajo v tem trenutku drugo igralno polje, kjer nadzor nad trgovskimi posli ali transakcijami prevzemamo preko varovalnega sporazuma. Torej, če poenostavim in povem na zelo preprost način, tako da bi stali pri šanku, razvijamo komercialne ali pravne strategije, ki jim omogočajo, da smo mi tisti, ki pijemo in ne tisti, ki plačajo. Hvala Bogu, da se aktivno v globalnem smislu seveda odigravata samo dve komercialni igri, da tretja je speča, ker drugače bi imeli zdaj tu bistveno več problemov, pa morali bi verjetno podaljšati to srečanje za en dan. Ne. Torej, v eni bomo uveljavljali mednarodni status osebja civilne obrambe. Zakaj je to pomembno? Vi morate vedeti, da v teh mednarodnih pogojih ena sama fizična ali civilna oseba nima nobenega glasa. Jaz sem prepričan, da Rainer Filmich in drugi, ki so toliko energije porabili za vlaganje vseh teh tožb, niso uspeli narediti tega preboja ravno zaradi tega, ker niso aktivnosti vodili kot neka organizirana skupina znotraj te jurisdikcije. Seveda to ni tako enostavno, ker morajo biti okoliščine prave, da si lahko zorganiziraš v tej komercialni igri. In take okoliščine so izredne razmere. Samo 4 korporativne entitete v tej sodni pristojnosti, v tej komercialni igri imajo status, ki ga mi skušamo doseči. Temu statusu se reče status svoje pravnosti. Po latinsko sui juris, svoje pravnost. Kaj to pomeni? To pomeni moja beseda je zakon, da po domače povem. Ne, to, kar rečem, je zakon, nič pika stop. In take entitete komercialne so v tej igri 4. Torej Sveti sedež, Rdeči križ, Malteški vitezi, pa tista 4. nas zanima, ne? Logično, odporniška gibanja ali osebje civilne obrambe. Ne? Zato tudi je našo teritorijalno obrnašo, na rekovajih, naša je bila za tega, ker sem tudi sam bil zraven, lahko priznavila mednarodna skupnost, ravno zaradi tega, ker so bili organizirani po dopolnilnih protokolih, je bila teritorijalna obramba organizirana po dopolnilnih protokolih k tem ženevskim konvencijam. Ena izmed prvih držav, ki je priznala Republiko Slovenijo, je bil Sveti sedež. Prva je bila Dominikanska republika, namreč. En izmed prvih. Ne? To seveda pomeni, da je bila takrat teritorijalna obramba organizirana na pravilen način. Zakaj pridobiti tak status? Zaradi tega, ker na vsak način bomo v tej naši borbi za ohranitev naše božanske narave, osvobajanje te božanske narave od parazitskih sil, demonskih sil, bomo potrebovali neko podporo. Pa ne govorim o vojaški podpori, govorim bolj o drugih vrstah podpore, ki jo v mednarodnem smislu, če želimo uveljavljati zastavne pravice in te stvari potrebujemo podporo mednarodne skupnosti. Mednarodna skupnost pa nas ne more slišati, ne glede na to, komu pišete zdaj, kaj pišete, na kak način, pa naj bojo vrhunski odvetniki zraven, pa boste pisali. Vas ne morejo slišati, zaradi tega, ker ne morete pisati ene igre v drugo igro, ker se ne čuje. To je isto, kot da bi z 10 metrov pod morjem želeli zbuditi pozornost, ne vem, badimajstrov na plaži, ne gre. Ne, morate najprej priti nad vodo. Ne, in to lahko prideš nad vodo, prideš samo z tem statusom svoje pravnosti. Torej, osebje civilne obrambe, to je tisto, kar je fokus v tem trenutku v Ljudski pisarni, gre za velik logistični zalogaj, kajti pričakujemo, da se bo temu projektu pridružilo več 10 000 ljudi v Sloveniji. Ne nazadnje
je rezultat takega delovanja, so tudi popolnoma nove identifikacijske kartice. Zato smo tudi rekli, da nismo dajali večje pozornosti na te nove biometrične osebne izkaznice, ki smo vedeli, da v določenem trenutku bo večja skupina ljudi v Sloveniji uporabljala popolnoma drugačne identifikacijske kartice, za katere bomo zahtevali in uveljavljali mednarodno priznanje. Seveda smo mi te kartice, koliko je zdaj to let, 2017, 5, 6, 7 let, kazvem. Kar nekaj let od tega smo že potestirali, na kratko z njimi dvigovali denar na banki, se identificirali na 1001 način in zanimivo, da takrat nismo imeli nobenega problema. Seveda smo potem, ker je bil to test, vse skupaj umaknili za današnji čas. Torej, to je ena stvar. V tej drugi igri trgovskih podjetij pa bomo uveljavljali prezrcaljen naravni red stvari, ki je seveda prezrcaljen ta naravni red tudi v te komercialne igre. Zakaj? Zaradi tega, ker vsak model, vsak umetni model prezrcali bolj ali manj uspešno realnost. Uveljavljali bomo torej naravni red stvari, kako pa se lahko uveljavlja v takih nemogočih igrah naravni red stvari. Pogledajte, treba v obligacijski zakonik in stvarno pravni zakonik, to sta zadnja dva menika obrambna, ki jih človek ima v teh trgovskih poslih, s pomočjo katerih bomo uveljavljali status varovane trgovske stranke, zato imamo varovalni sporazum, in pa kapaciteto upravičenja, zato da zaustavimo ropanje naše življenjske energije. Mogoče to zdaj v tem trenutku zveni vse skupaj mistično za tiste, ki se prvič soočate s temi vsebinami. Zato vam res predlagam, da greste na spletno stran, kjer so te stvari zelo, zelo podrobno opisane. Nešteto materialov je na spletni strani. Kakšna bi bila torej moja zaključna ugotovitev in misel v zvezi s trenutnimi dogajanji na zemlji slovenskih dežel? Poglejte malo okoli sebe. Videli boste, da so naše druženje prišli podpreti sestre in bratje iz Srbije. Namen je bil tudi, da tako je. Povabljeni in odzvali so se povabilo tudi sestre in bratje iz Hrvaške, ampak žal jim ni uspelo priti, ker so bili zadržani na meji. Zelo podobno, kot se je zgodilo nam z Miranom, ko smo šli v Srbijo. Verjamem pa, da se bo v zelo kratkem pridružili na teh srečanjih tudi sestre in bratje iz Italije, Avstrije in še od drugod. Ne? To vaše ploskanje je samo potrditev, da se proces združevanja v srcih da se je ta proces že začel poglabljati. Dogodek v Beogradu in ta dogodek tukaj in morda še kak dogodek, kje druge, so namenjeni torej uglaševanju naših src na isti glasbeni ključ, če se izrazim malo glasbeno. V nadaljevanju pa seveda v razvoju enotnih strategij, vsaj delno enotnih strategij. In sicer kot mora veliki glasbeni orkester biti sestavljen iz mnoštva zelo različnih glasbenih inštrumentov, mora biti veliko ljudsko gibanje dan danes sestavljeno iz mnoštva zelo različnih samoobrambnih instrumentov. Eno so instrumenti. Glasbeni inštrumenti seveda ne morejo samostojno ustvariti glasbe. Potrebni smo ljudje z ustvarjalnimi talenti in srci, ki jih odpira ljubezen do glasbe v tem primeru. Le ljubezen do glasbe lahko poveže srca velikega glasbenega orkestra, da ustvari v ta svet glasbeno mojstrovino. Podobno tudi samoobrambni instrumenti ne morejo samostojno ustvariti
utopičnega rajskega vrta, popolnega obilja za vse. Potrebni smo ljudje z ustvarjalnimi talenti v srcih, ki jih odpira isto zavedanje o lastni božanski naravi. Le tako zavedanje lahko poveže srca velikega ljudskega gibanja, da ustvari v ta svet pogoje za novo tisočletno zlato dobo človeštva. Zato so ta in bodoča srečanja tako pomembna. Danes ste in boste lahko od govorcev slišali zelo različna videnja, pa vendar vsa ta zunanja različnost že temelji na srcih, ki so odprta še enkrat istemu zavedanju, da je potrebno obraniti našo lastno božansko naravo in božansko naravo naših najmlajših rodovnih členov. Pa ne za vsako ceno, ker cena nima popolnoma nobene povezave z božansko naravo, ampak je to naša kozmična zaveza in dolžnost in ne cena in žrtev. Hvala.